Lep dober dan, dober večer, predvsem našim gostom, ki so se odzvali na naše vabilo, na to okroglo mizo, s katero želimo počastiti 20. obletnico prvih večstrankarskih demokratičnih volitev po drugi svetovni vojni. Torej, videli ste, da smo predtem si obuli škorne in zakorakali v naš bodoči park samostojne Slovenije, kot ga bomo današnjega dne naprej imenovali, kot predstavniki nekdanjih Demosovih strank zasadili hraste v parku samostojne Slovenije dne 15. aprila 2010, četrtek po beli nedelji. Čestitke k parku, ki se bo imenoval prav in Maribor je bral drugo pot kot Ljubljana. V Ljubljani bomo imeli Titovo cesto, tukaj ste imeli pa parku samosvojitve. Čestitke. Torej, da so Demos bili komunisti, ta trditev je nesmiselna. Tudi sam nisem nikoli bil v partiji, vsi so vedeli, da sem nasprotnik partijske oblasti in so to preprosto jemali za znanje, čeprav smo se razmeroma normalno pogovarjali. So bili tudi, jaz ne bi rekel komunisti, bili so bivši komunisti, tako jaz nisem nobenega od ključnih ljudi, ki so bili nekoč v tej organizaciji, v tem krogu Demosa doživljal kot komunista. Ampak to, od kje je kdo prišel, se v Demosu takrat ni čutilo. In jaz mislim, da smo združili ta prave sile. Tako na okroglo rečeno pa so se nam zdeli dobri vsi programi vseh zahodnih strank, ki so bile demokratične. Demos je uspel tudi zaradi tega, ker je bilo to zelo kratko in jasno poimenovanje. Bile so odločili stranke oziroma politične opcije na Demos in na komuniste. In opozicija je bila striktno proti. Danes govorijo, kako so bili vsi za osamosvojitev. Glasovali so do zadnjega proti obrambnemu proračunu, proti zakonu o vojaški dolžnosti, ki je vzpostavil Slovensko vojsko, in o zakonu o obrambi, ki je postavil temelje za organizacijo lastne obrambe, in to 3 mesece po plebiscitu in 3 mesece pred razglasitvijo samostojnosti in pred vojno za Slovenijo. Ker so nasprotovali ustanovitvi Slovenske vojske in to deklaracijo za mir, tako imenovano deklaracijo za mir, so podpisali tudi 4 člani predsedstva Republike Slovenije s častno izjemo gospoda Omana. Milan Kučan, Ciril Zlobec, Matjaž Kmecel, Dušan Prut, čeprav je predstavnik Demosa. Ko sem iz tega prišel na navajanje enote teritorijalne obrambe, da je bila enota z Domžal, so mi fanti obstopili, pa so rekli, vi se zajebavate z nami, oprostite izrazu. To je bili precej težki in napeti čas. Če sam od teh 3 zakonov ni bil sprejet v parlamentu in šlo je za en glas, ne vem, kaj bi bilo junija 1991, ko se je Slovenija razglasila kot samostojna država. Rad bi povedal, da so bila potrebna trda pogajanja, najprej, da smo se sploh lahko domenili o plebiscitu. Sam sem ujel pogovor med Pučnikom in enim vodilnim iz ZKS. Pa ga vprašal Pučnik, pa zakaj vendar strašno nasprotujete, da izpeljemo to? Ja, moraš razumeti, pravi, da mi ne vidimo perspektive zase v samostojni državi.